Struktura podeželja se spreminja. Tukaj govorimo tako socioekonomski kot demografski. Kmetijstvo večinoma ni edini vir prihodka na kmetiji. Ljudje odhajajo v službe zato, da bi si zagotovili dostojno življenje in finančno stabilnost. Kmečke pokojnine so pogosto nizke, ljudje so obremenjeni z nepremičninami, tudi čustveno. Njihovo lastništvo jih omejuje pri pridobivanju socialnih pomoči. Dostikrat nimajo informacij, ne vedo, kam se obrniti, tega nočejo. Velikokrat se soočajo z rizičnimi naložbami v kmetijska gospodarstva in se zato dostikrat znajdejo na robu finančnega zloma. Lahko se ujamejo v začaran krog dela in zaslužka in nimajo prostega časa in časa za aktivnosti zunaj kmetije. Prebivalstvo se sicer stara povsod, ne samo na podeželju, in podobno se dogaja tudi drugje v Evropi. Mladi v kmetijstvu ne vidijo priložnosti za dobro življenje, odseljujejo se v urbana območja. Praznjenje pa vodi v začaran krog izginjanja osnovnih storitev, tega govorimo o poštah, bankah, šolah, kar dodatno povečuje stiske na podeželju. Za opravke je pogosto potrebna neodvisnost od javnega prevoza in možnost urejanja zadev preko spleta. Posledično postaja podeželje neprivlačno okolje tudi za ljudi, ki bi se mogoče želeli tja preseliti. Prav zaradi staranja in praznjenja je podeželje prostor, kjer je najmanj delovno aktivnih ljudi v starosti med 22 in 44 let. In tisti, ki ostanejo, so pogosto družbeno manj aktivni oziroma samo skrbijo za kmetijo. Problem pa ni samo starost, ampak tudi socialna sestava. Veliko podeželjanov dela v fizično zahtevnih, napornih poklicih, nimajo časa za energijo in družbeno udejstvovanje, ker so pač preveč izčrpani od napornega dela. Značilna je tudi nižja izobrazbena raven in z njo so povezane tudi manjša avtonomija pri delu, manjša možnost napredovanja, slabša politična in družbena integriranost. Večinoma ima torej veriga socialnih stisk izvor v materialnih stiskah in lahko se pridružujejo tudi drugi negativni pojavi. Zlasti so izpostavljene starejši, tudi ženske, mladi velikokrat odhajajo, tisti, ki ostanejo, se pa soočajo z osamljenostjo in odvisnostjo. Tukaj imamo problem socialne izključenosti, ki odvzema človeku temeljne pravice in veže nase revščino. Lahko temelji na rasi, etničnosti, jeziku, kulturi, ekonomskem stanju in tako naprej. Povezana je pa lahko tudi s tem, kje posameznik živi in dela. In v Sloveniji se izkaže, da je socialna izključenost bolj nakopičena na podeželskih območjih kot v mestih. Težave s socialno izključenostjo se pojavljajo predvsem na kmetijah, kjer živijo starejši kmetje brez naslednika ali pa mlajši kmetje brez partnerja. Take kmetije nimajo dolgoročne prihodnosti. In tukaj se ljudje srečujejo z duševnimi stiskami, osamljenostjo, alkoholizmom in drugimi odvisnostmi. Na rob so pogosto potisnjeni tudi posamezniki z zdravstvenimi težavami, problematična pa tudi slaba infrastruktura, omejene možnosti za vključevanje v družbeno življenje. Posebej so ranljivi tudi mladi, ki imajo omejene možnosti za druženje in vključevanje v obšolske dejavnosti in imajo zato pogosto občutek prikrajšanosti v primerjavi z urbanimi mladimi. Nekateri ne vidijo kakovostnega življenja in ekonomske stabilnosti na kmetiji, zato gredo po koncu šolanja nazaj v mesto. Po drugi strani pa številni mladi čakajo na prevzem kmetije, vmes pa nimajo pravice do soodločanja, do razvoja lastnih idej za usmeritev kmetije. Velikokrat se pojavi medgeneracijski konflikt, težave pa se lahko pojavljajo tudi med sorojenci zaradi nekih delitev premoženja, izplačevanja nujnih deležev in tako naprej. Po drugi strani pa lahko tudi prenosnik ob prenosu ostane brez ekonomske stabilnosti, če ni dogovorjena neka renta ali žepnina. Največja je odrinjenost pri starejših, kjer je tudi najšibkejša socialna mreža in najmočnejša osamljenost. Šibki pokojninski sistem drži ostarele kmete in tudi nekatere tovarniške delavce v revščini. Do določene starosti še gre, potem pa v bistvu postanejo breme za družine in ne morejo pa si privoščiti domov za ostarele. Spet smo tukaj pri zapostavljenosti zaradi digitalne nepismenosti in zato slabega dostopa do informacij. Pogosto se socialna dejavnost vzpostavi preko različnih pobud in projektov, recimo Društvo za razvoj podeželja ali Karitas, potem pa ni prenosa teh projektov v javni sistem oziroma zato nekako zmanjka sredstev. Ranljive so tudi ženske. Pogosto niso ekonomsko samostojne, nimajo zdravstvenega, pokojninskega zavarovanja, so zato odvisne od svojih partnerjev. Starejše generacije žensk, pa tudi moških, pogosto nimajo vozniškega izpita, nimajo dostopa do avtomobila, kar jih dela odvisne od partnerjev, če se želijo vključevati v aktivnosti izven kmetije. Pa tudi delo, ki ga opravijo ženske, je velikokrat nevidno in zato samoumevno in ne velja za delo.
Do pred kratkim je bil pogosto zanemarjen vidik, povezan s prejšnjimi vidiki. In sicer gre tukaj za zdravje, tukaj govorimo tako o fizičnem kot duševnem zdravju. Na podeželju je običajno veliko slabši dostop do zdravstvenih storitev in tukaj je tudi psihoterapevtska podpora. Velikokrat je tudi informiranost o teh temah slabša, pa tudi tabu. Zato si ljudje ne poiščejo pomoči, ne znajo si poiskati pomoči, se ne pogovarjajo, ampak se zatekajo k odvisnostim, ne vem, recimo od alkohola, hrane. Pogosto pa prihaja tudi do psihičnega in fizičnega nasilja, tudi med spoloma in tudi med generacijami. Za delovanje kmetije in širše lokalne skupnosti je nujno mreženje in povezovanje. Ve se, da imajo skupnosti, ki imajo več socialnega kapitala, boljše delovanje skupnosti, ki tega kapitala nimajo toliko. Pri tem je pomembno tudi neformalno izobraževanje, krožki, ki imajo v Sloveniji močno tradicijo, in to je ključno za širjenje družbenih mrež in krepitev socialnega kapitala. Zaloge socialnega kapitala so na podeželju v primerjavi z mestom v smislu splošnega kapitala in z vidika zaupanja v institucije slabše. Boljše pa so zaloge socialnega kapitala, kadar govorimo o družbenih mrežah, se pravi podeželani so bolj dejavni v različnih organizacijah, zlasti v društvih. To je zato, ker se ve, da marsikaterega projekta pač sami ne moremo izpeljati, ampak so za nekatere stvari potrebne tudi pač regionalne, nacionalne institucije. In raziskave kažejo, da imajo društva velik pomen pri razvoju podeželja. V Sloveniji so na podeželju zelo dejavne različne humanitarne in prostovoljske organizacije, kot je recimo Rdeči križ, Karitas, Gasilska zveza, Zveza podeželske mladine, Zveza kmetic in druge nevladne organizacije. Velikokrat pa se mreženje dogaja tudi izven teh organizacij, ne govorimo recimo o trgovinah, gostilnah, javnih prireditvah in tako naprej. Pomembna pa je v Sloveniji tudi medsosedska pomoč, ki zaradi praznjenja podeželja usiha. Zaradi modernizacije kmetij in zmanjševanja kmečkih družin se spreminja tudi medsosedska pomoč. Krči se tako njen obseg kot njeno trajanje, izgublja se njena prostovoljnost oziroma neodplačnost in to krepi individualistično naravo kmetovanja, lahko tudi poslabšuje neodvisnost in delovne pogoje posameznih kmetov. V naši raziskavi v socialnih vprašanjih na podeželju so sodelovali štiri organizacije na podeželju in izkaže se, da so vse štiri pripravljene in tudi zmožne ob večji javni podpori še močneje širiti svoje dejavnosti. To sicer vse nekako poskušajo početi, ampak manjka pa nek sistematski pristop. To pomeni, da lahko prevzemajo javne storitve, kot so recimo pravne, psihoterapevtske, informacijska pomoč, in njihov neizkoriščen potencial se kaže pri organizaciji in nudenju socialnih storitev. Velikokrat dobre ideje ne pridejo do realizacije zaradi tega, ker so čedalje bolj zahtevne, tudi z vidika pridobivanja sredstev. Potrebna je čedalje večja profesionalizacija prijav in ve se, da pogosto tisti projekti, ki so dokazano dobro izvedeni, po prekinitvi financiranja nehajo obstajati, če ni zmožna organizacija sama zagotoviti nadaljnjega delovanja. Glede na to, da so med temi organizacijami bolj uspešne tiste, ki imajo jasno vizijo in dolgoročno preživetje zagotovljeno, to so tiste, ki so vsaj delno profesionalizirane, lahko sklenemo, da je pomemben vidik njihovega obstoja zmožnost dostopanja do sredstev. Se pravi, tukaj govorimo lahko o stalnem javnem financiranju ali pa javne ali tržne projekte. Zato bi bile možne podpore za njihovo delovanje lahko v obliki podpore pri profesionalizaciji, pri prijavi projektov ali pa tudi poenostavitvi administrativnih zahtev na razpisih. Treba je omeniti tudi povezanost teh organizacij, ki jih je kar precej. Ta povezanost sicer v zadnjem času narašča, ampak zaenkrat ne obstaja nobena zares organizirana ali pa vsaj delno formalna oblika stalnega sodelovanja in zato je njihovo sodelovanje prepuščeno iniciativi posameznikov. Se pravi, če potegnemo pod črto, v Sloveniji obstajajo različne iniciative, ki niso najbolje povezane, in različne institucije, ki tudi med sabo mogoče ne sodelujejo najbolje. Pri tem pa govorimo o dokaj pomembnih vprašanjih, ki jih je treba povezano reševati. Zato bi bilo zelo priporočljivo na tem področju več pozornosti in mogoče tudi sredstva nameniti povezovanju različnih institucij in dolgoročnemu reševanju vprašanj.